Optični bralniki. Poznamo dve vrsti optičnih bralnikov. Ploski optični bralnik, ki ga uporabljamo za dokumente, in namenski bralnik za prebiranje diapozitivov in negativov. Namen optičnih bralnikov je digitalizacija analognih informacij. To počnemo zaradi prednosti digitalnega zapisa, katere so na primer lažja obdelava podatkov, trajnost in enostavno razmnoževanje. Da bomo lažje razumeli, kako deluje bralnik, si najprej poglejmo njegove elemente. Na vrhu hiše je pokrov, ki ima na spodnji strani enakomerno obarvano površino, pod njo pa je penasta guma, da se pokrov povsem prilagodi predlogi. Tako med prebiranjem predloga ne pride do prodiranja zunanjega vira svetlobe, ki bi poslabšal končni rezultat, saj je prav enakomerna osvetljenost eden izmed poglavitnih pogojev za dobro prebrano predlogo. Pod pokrovom je steklena površina, ki je namenjena prebiranju predlog in je večinoma prazna. Znotraj bralnika je elektronika, ki skrbi za povezavo z računalnikom in napajanje, glava z lučjo, ki jo premika koračni motorček, več ogledal, prizma oziroma leča ter optična tipala. Postopek prebiranja se začne, ko papir ali drugo predlogo položimo na stekleno površino in zapremo pokrov bralnika. Bralnik ogreje luč, da je predloga med prebiranjem enakomerno osvetljena. Glava nato potuje od zgornjega do spodnjega roba območja, ki smo ga označili za prebiranje. Prebiranje poteka tako, da z virom svetlobe predlogo osvetlimo, svetloba se odbije od predloge v prvo ogledalo, od prvega ogledala v naslednje in tako dalje. Na koncu je leča, ki odbito svetlobo razdeli na 3 osnovne barve, torej na rdečo, zeleno in modro. Te pristanejo na optičnih tipalih, ki zaznavajo raven odbite svetlobe in s tem svetlost pike na posameznem mestu. To spremenijo v digitalne vrednosti, ki jih v obliki električnih signalov pošljajo do vmesnika za prenos v računalnik. Od tam naprej delo prevzame programska oprema, ki sprejete barvne vrednosti ustrezno prilagodi in prenese v grafični program. Sliši se zelo enostavno, kljub temu pa za optičnim branjem stoji kar nekaj tehnologij, ki so šele v zadnjih letih toliko napredovale, da lahko današnji bralniki dosegajo tako zelo nizke cene. Najbolj zapleten del vsakega bralnika so vsekakor optična tipala. Poznamo tipala CCD, ki so barvno slepa, saj zaznajo le svetilno komponento odbite svetlobe. Včasih smo barvno branje z njimi dosegli s 3-kratnim branjem predloge, vsakič z drugačnim filtrom pred tipali. Danes je branje enkratno, to pa dosežemo s 3 vzporednimi vrstami tipal CCD, pred njimi pa mora biti leča oziroma prizma, ki svetlobo loči na RGB barve. V zadnjem času vedno bolj prodira tehnologija tipal CIS, Contact Image Sensor, ki ima precej prednosti pa tudi slabosti. Tipala CIS vsebujejo 3 vrste majhnih svetlečih diod za vir svetlobe. Nameščene so zelo blizu tipal, zato je dovolj tudi minimalna svetloba, s čimer se zmanjša električna poraba, celoten bralni del bralnika pa je lahko zelo majhen, saj niso potrebne prizme, ogledala in druga optična oprema, ki ponavadi zahteva nekaj prostora. Bralniki CIS so zato lahko zelo tanki, ceneni, zaradi majhne porabe pa je možno narediti bralnik brez posebnega napajanja. Zadostuje napajanje vmesnika USB. Idealno torej za bralnike za rabo doma, a kakovost takih bralnikov še ne dosega bralnikov s CCD. Kot vir svetlobe so proizvajalci včasih uporabljali fluorescentne žarnice, ki pa so imele to slabost, da so bile zelo vroče, predvsem pa niso zmogle popolnoma enakomerne osvetlitve, kar je predpogoj za dobro optično branje. Danes so vgrajene žarnice s hladno katodo, ki niso vroče in so bolj enakomerne. Druga vrsta bralnikov, ki smo jo omenili, pa se ponaša z možnostjo branja prosojnih materialov in diapozitivov. To dosežejo tako, da za branje ne uporabljajo odboja svetlobe, ampak je kot vir svetlobe uporabljena dodatna luč, ki predlogo osvetli od zgoraj. Nekateri bralniki imajo tako luč že vgrajeno v pokrovu, nekaterim pa lahko svetleči pokrov dokupimo. Od tipala je odvisna tudi ločljivost, ki jo dosegajo bralniki. Bralnik lahko prebere le toliko barvnih informacij na dolžinsko enoto, ponavadi se meri v palcih, kolikor ima na to enoto optičnih bralnih elementov.
Večina proizvajalcev navaja ločljivost v obliki x×y, naprimer 600×1200 pik na palec, vendar je to zavajanje kupcev. Prva vrednost je ponavadi manjša ali enaka in pomeni gostoto optičnih tipal, druga vrednost pa pomeni natančnost koračnega motorja, ki premika vrsto tipal. Če je slednja vrednost večja, nam to pri končnem izdelku ne pomaga prav nič, saj so manjkajoče vrednosti enostavno matematično izračunane. Sicer pa, kakšno ločljivost sploh potrebujemo v praksi? Veliko manjšo, kakor mislimo. Za optično branje dokumentov popolnoma zadošča ločljivost 300 pik na palec, čeprav bomo z ločljivostjo 400 pik na palec pridobili še nekoliko natančnosti. Zelo pomemben podatek pri izbiri optičnega bralnika je globina barvnega zajemanja ali bitnost bralnika. Vsako barvno vrednost, ki jo tipala zaznajo, vgrajena elektronika spremeni v število, ki ponazarja moč te posamezne barve. Od tega, kolikšen razpon imajo lahko ta števila, je odvisno, kako natančne barvne odtenke bomo dobili na končnem izdelku. Včasih so bili praktično vsi bralniki 24-bitni, kar pomeni, da so vsako osnovno barvo ponazorili z 8 biti, kar je prineslo razpon od 0 do 255. Današnji bralniki so od 30, to je 3x10 bitov, do 42, 3x14 bitov, torej so veliko bolj natančni. Zanimivo pa je, da le redko kateri programski vmesnik Twain in grafični program zmore dejansko prikazati toliko bitni izdelek. Še posebej, ker grafične kartice prikazujejo le 24 in 32 bitne barve. V čem je torej prednost pred 24-bitnimi bralniki? V barvni vernosti končnega izdelka. Pri barvnem uravnovešanju in prilagajanju izhodni napravi, naprimer tiskalniku, se nekaj barvne informacije vedno izgubi, če je vhodna informacija večbitna, pa se ta izguba nadomesti. Skratka, večbiten je bralnik, bolj natančni so izdelki, predvsem barvni prelivi in temačni deli fotografij. Slabo barvno uravnovešanje je težava, ki je v računalništvu še niso zadovoljivo rešili in ki vedno znova povzroča sive lase grafičnim oblikovalcem. Različne tehnologije za prikaz barv, kot so monitorji, tiskalniki in sistemi za branje barv, kot so optični bralniki in kamere, namreč precej drugače zaznavajo in prikazujejo barvno informacijo. Danes te težave rešujemo z barvnimi profili, od katerih je najbolj znan sistem Kodakov CMS. Ob namestitvi gonilnika za monitor namestimo tudi barvni profil, ki natančno ve, kakšne barve oddaja fosfor v določenem modelu monitorja. Enako storimo ob namestitvi tiskalnika, pri katerem profil pove, kakšne barve zmore natisniti. Obe informaciji pa lahko uporabi optični bralnik ali priložena programska oprema, ki glede na to prilagodi prikaz prebrane predloge. Od strojne opreme optičnega bralnika je zelo pomemben tudi način priklopa na računalnik. Še pred nekaj leti so bili prav vsi optični bralniki tipa SCSI, ker je bil to pač edini dovolj hiter in univerzalni povezovalni vmesnik, ki je omogočal priklop naprav, kot so bralniki, pa tudi diski, CD-romi in tako dalje. Povezava prek tega vmesnika ima nekaj prednosti in nekaj slabosti. Predvsem je to najhitrejša možna povezava z računalnikom, kar se pozna predvsem pri optičnem branju pri veliki ločljivosti in v barvah. Tako branje naredi zelo veliko končno datoteko, tudi več kot 10 MB, ki jo je treba prenesti do računalnika. Hitrejši vmesnik, manj možnosti je, da bo bralna glava morala čakati na počasen prenos do računalnika. Vmesnik SCSI je torej še vedno najprimernejši za profesionalne uporabnike, ki jim hitrost pomeni vse. Težave, ki so povezane s tem vmesnikom, pa tudi niso zanemarljive. Predvsem mora računalnik imeti vgrajeno kartico SCSI. Pozneje so se predvsem pri bralnikih za rabo doma pojavili vzporedni vmesniki. Današnji taki tiskalniški vmesniki zmorejo hitrosti do teoretičnih 1 MB na sekundo, kar je že kar veliko. V praksi se pokaže, da so bralniki s vzporednim vmesnikom počasnejši od preostalih, poleg tega pa med delom dodobra zavrejo delovanje računalnika. Tiskalniški vmesnik pač nikoli ni bil namenjen za priključevanje netiskalniških naprav. Pri tiskalnikih s vzporednim vmesnikom smo tudi zelo vezani na gonilnike, ki jih morda za nov operacijski sistem ni prav veliko. Naprave SCSI teh težav večinoma nimajo. Najnovejši vmesnik je USB, Universal Serial Bus. Omogoča hitrosti prenosa do 12 megabitov na sekundo, torej okrog 1,2 MB na sekundo, kar je za bralnike dovolj, prenos tega vmesnika pa računalnika skoraj nič ne obremeni.
Ker lahko na tak vmesnik priključimo do 127 najrazličnejših naprav in ker lahko naprave priključimo kar pri vklopljenem računalniku, česar pri napravah SCIS raje niti ne poizkusimo, je očitno, da je to vmesnik, ki ga pri optičnih bralnikih lahko najbolj priporočimo. Obstaja tudi nekaj bralnikov tipa CIS, ki vso potrebno energijo dobijo kar iz kabla USB.